vozil na motorju in da je ujel dež. Ampak verjamem, da ima še kakšno misel, ki jo hodili z nami. Ne samo, ki ste na motorju izdržali. Izvolite, da se vprašali. Pravijo legende, res so da legende. Ampak glede na to, da dan moram spraviti. Glede na to, da bi mogoče bil preveč dolg, sem se odločil vseeno, da bom par besed prebral. Vas probam malo osvežiti, to, kar je bilo že prej povedano, strani Sandija, glavno tako, da tudi meni pol tega reči treba ponavljati. Spoštovani gospe in gospodje, spoštovani visoki gostje, spoštovani predsednik ZDUS-a, gospod Jan Sušnik, spoštovana direktorica gospa Nina Podob, nastopajoči na prireditvi ter vsi sodelujoči pri tej častitljivi obletnici. Veliko čast mi je, da lahko spregovorim na današnji slovesnosti v 35. rojstnem našega Tela Delfin, ker sem ravno jaz s ekipo sodeloval pri rojstvu tega bisera v slovenski obali. Ob tej priložnosti bi se še posebej rad zahvalil tedanjemu vodstvu ZDUS-a in vsem tistim, ki so verjeli v ta projekt. Vsem tistim, ki so svojim delom prispevali izgradnji in uveljavitvi tega velikega turističnega objekta, ki je kaj hitro prerastel v sedanjega učiliškega doma dvojcev v pravcih hotel. Vsakoletnimi vlaganji v dvig kakovosti in storitev je Delfin danes marsičem referenčni hotel v svoji kategoriji, v slovenskem delu, pa tudi izven meja. Ravno tako bi se zahvalil tudi vsem osebjem, ki so tukaj z nami delili in se borili, da je ta učiliški dom ostal takrat sami, kot je tudi danes, zdaj izboljšava in izgleda to, kar danes tudi vidimo, kako se sami pripričate. Nekaj znanih obrazov je še vedno tukaj, moram posebej pohvaliti, če je gospod Duško, gospod mojo Karlovsko, Slavko, ki je že danes tukaj, sicer večeno seveda, pa če zbira Dušna, pa še nekaj takih obrazov, kaj ni lepo jih je videti. Pred 35 leti se je na ekrani zavrtel znameniti oglas Slovenija moja država, ki je skozi govorico naravnih lepot in turistične podobe Slovenije spodbujal našo nacionalno zavest in bil glasnik prihajajočih sprememb in mirovnih odločitev, da smo sami odgovorni za svojo prihodnost. In mi smo tedanjo odgovornost vzeli presneto resno. Veliko truda in prepričevanja je bilo potrebno, da smo upeljali hotelske standarde, veliko kilometrov smo naredili, da smo razpoložljive sobe tudi prodali. Toliko jih je bilo, da smo za zapolnitev vseh zmogljivosti že takrat bili primorani prestopiti celo naše meje. Celo v Švico smo se odpravili po goste, pa čeprav smo komaj prispeli na cilj v enem poslu. Dotrajna službena kadrica je na dolgi poti izgubila kar nekaj kosov. Ne govorimo samo o mopedu, ko so me učili, ko smo filmali in instalirali, pa z Mežikom vzeli od Kopra do Izole, kajti takrat ni bilo avta službenega gorja, ko smo se mogli zadovoljiti z našim avtomatikom. Torej, odbijači so leteli, po krasno leto smo pa to besedno utrgali v turnir. Švicari so nas res nejeverno opazovali, a v Izolu smo se vrnili s podpisanimi pogodbami, to je dalo hotelju tudi zakon. Veliko veselje mi je bilo opazovati, oziroma mi opazovati, kako se je v vseh teh letih Delfinove poslovne preteklosti oblikovala turistična podoba sedanje družbe, ki združuje bogato, celovito ponudbo za kakovostno preživljanje prostega časa v slovenski Istri. Spoštovani, vsem skupaj želim uspešno delo, veliko zadovoljstva in dobrih rezultatov tudi v prihodnje. Čestitam današnjemu kolektivu. Hvala.